Danes vas lepo pozdravljam. Pogovarjali se bomo z uredniki etnoloških in antropoloških revij in seveda tudi nekaterimi urednicami. Med nami danes imamo goste. Naj kar predstavim, sicer so to Borut Telban, Andreja Serec, Judi Fikfak, Nina Kozinc in pa Ralf Čepler. Za začetek prosim, če lahko kar predstavijo v bistvu revijo v nekaj besedah, tako da bolje spoznamo v bistvu s čim, da se seznanimo s samo vsebino. Lahko kar povesti. Jaz sem Borut Telban, sem urednik Anthropological Notebooks. Revija je začela izhajati, zdaj bom malo kakšne stvari tudi ne vem. Meni se je tam okoli leta 94, 95. Začela je izhajati v slovenščini, antropološki zvezki in je potem, jaz sem se vrnil z Avstralije in je takrat išla prva številka 95 leta v angliščini. To je revija Društva antropologov Slovenije. In kadar imamo sestanek Društva antropologov Slovenije, nas pride 5 ali 6, to je nas je okoli 75 v društvu. No in je potem do nekaj časa izhajala ena številka, to sem kar jaz sam urejal skozi. Potem je pa prišla na 2 številke in pa potem, ko smo pa začeli, ko smo jo pa hoteli pisati v Social Science Citation Index, to je zdaj 6 let nazaj, smo pa morali prejeti na 3 številke. No, in smo takrat naprej začeli 3 številke izdajati. Je pa v bistvu dosti široka, združena je bila socialna antropologija, kulturna antropologija, fizična antropologija, arheologija, tako da je v bistvu bila dosti široko, bolj ameriško usmerjena, da so lahko z različnih področij. No, in zdaj kar redno izhaja, zdaj je že nekaj let opazujejo Arts and Humanities, Arts and Humanities Citation. Tako da bomo enkrat tudi v tem, za enkrat kar dobro stoji in imamo kar dost, bom rekel, prispevkov, ki prihajajo na revijo. Ja, jaz sem Ralf Čepler Mencin, delam tukaj v hiši Slovenski etnografski muzej, sem kustos za Azijo in Oceanijo. Zdaj sem pa že 3. leto urednik revije Etnolog. Etnolog ima kar dobro tradicijo. Ravno zdaj gledam, prva številka je šla že leta 26, tako da bo kmalu 90 let. Lani smo praznovali 90-letnico muzeja. In najprej je izhajalo pod imenom Etnolog, potem slovenski etnograf. Od 91 smo pa spet preimenovali v Etnolog. To je pač naša osrednja znanstvena revija muzeja, s tem, da dobimo prispevke od vseh posod, zdaj velike mlajših avtorjev, doktorantov, iz oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo. V vsebini gre pa za dost aktualne teme, tudi bolj angažirane in tako naprej. Vsaj v zadnjih, recimo, 10 letih sigurno. Smo v različnih bazah podatkov, tako da si tisti, kar prizadevajo, da pridejo v to revijo. Zdaj lani smo imeli, je bila tema prazniki in praznovanja, ker smo praznovali v muzeju 90-letnico. Letos imamo temo javne prireditve. Za naprej bomo pa videli, v uredniškem odboru so, koliko nas je, 7 se zdi. Maja Godina, potem je, nimamo čas samo, Rajko Muršič, Nena Židov, Irena Rožman in pa Anja, kolegica, ja, ne, se vredno. Dobimo se recimo enkrat, dvakrat na leto, pridebatiramo temo, potem pa steče cel proces, tako da v bistvu pošljemo na te glavne inštitucije od SAZU
oddelka, potem seveda tudi pri nas. In nekako en del revije je ta znanstveni, drugi del je pa v bistvu bolj posvečen muzeju ali pa muzealstvu, muzeologiji in tako naprej. Tako da v bistvu gre tudi za različna poročila ali pa tudi knjižne recenzije, recenzije razstav. Naklada je bila do lani 600 izvodov, zdaj smo malo znižali, smo šli na 400 izvodov, pač problem je vedno ta denar, ne? In v glavnem imamo to za izmenjavo, tako da mislim, da se izmenjujemo z okrog, ne vem, 150-200 različnimi inštitucijami in njim pošiljamo oni nam. Zdaj, vse problem je, ker ni denarja, da bi mi recimo tudi članke prevajali vse, ne? Tako da članki so pisani v slovenščini, povzetki pa v angleščini, tako da pač preko povzetkov imamo dostop, recimo, ali dostop tudi širše. To za enkrat, zdaj pač upam tudi, da poznate revijo, ne? Ker se mi zdi, da pa upam, da smo se pač zbrali vsi iz stroke. Manja Serec-Hodža. Tukaj sicer nisem urednica glasnika SED, ampak sem v uredniškem odboru, ker urednica nimam poprit. Glasnik SED, Slovenskega etnološkega društva, ima prav tako dolgo tradicijo. Letos bo izšel 54. letnik. V začetku je bila revija res bolj glasnik dogodkov, ki so se dogajali aktualnih v stroki. Potem pa se je razvila v revijo, ki je trenutno vpisana v 8 bibliografskih baz podatkov in poteka postopek vpisa v 9. bazo. Prav tako podobno kot etnolog je razdeljena na znanstveni del, na razglabljanja, kjer se objavljajo znanstveni članki in nekateri strokovni. Drugi del pa pač bralci seznanja z društvenim dogajanjem in z drugim dogajanjem v stroki, s publikacijami, razstavami, ocenami, razna poročila objavljajo avtorji. Naklado imamo zdaj, smo tudi mi znižali na 400 izvodov, izidejo pa 4 številke letno. S tem, da jih v zadnjem času prav iz finančnih razlogov družimo v dvojne številke, ampak so pa potem obsežnejše po številu strani. Nekatere številke so tematske, vezane določeno temo, nekatere so pa zelo odprte, široke, odvisno pač, kakšni prispevki pridejo v uredništvo. Uredniški odbor je sestavljen iz glavne urednice in odgovornega urednika, pač trenutno, in 3 članov uredniškega odbora. Trenutno, letos nam je uspelo, da smo pridobili od Ministrstva za kulturo celo nekaj več finančnih sredstev kot lani, tako da bomo letos malo lažje izdali, tako da tudi revija pač krije stroške prevodov povzetkov. Drugače pa se prodaja revija, ampak člani društva etnološkega pa jo dobijo kot pač jo dobijo brezplačno, ker pač plačajo članarino. Mi kot društvo nimamo lastne knjižnice, zato mi revije nimamo za izmenjavo. Gre pa 60 izvodov od vsake izdaje na oddelek za etnologijo, prav za namene, da oddelek izvaja za svoje potrebe potem izmenjavo. Lepo pozdravljeni, jaz sem Nina Kozinc, VD odgovorne urednice časopisa za kritiko znanosti. Časopis za kritiko znanosti je lani praznoval 40-letnico, skratka nastal je kot rezultat študentskega gibanja v začetku 70-ih let. Sam časopis je temeljna uredniška politika časopisa za kritiko znanosti je interdisciplinarnost. Iščemo, skratka,
se izidemo 4-krat na leto. Naše številke so bodisi tematske, bodisi so sestavljene iz ponavadi 2 tematskih blokov. Na koncu revije imamo pa še recenzije, objavljamo recenzije knjig, ki se nanašajo na te tematike. Skratka, izhajamo 4-krat na leto. Kar se tiče vpisa v baze podatkov, moram reči, da sem urednica leto in pol, se je uredništvo dosti časa nekako upiralo oziroma nasprotovalo samemu konceptu teh baz podatkov. Skratka, dokler nismo ugotovili, da se sama relevantnost revij zmeri bolj ocenjuje po vpisih v te baze. Skratka, zdaj žal je tako, zadnje leto in pol, odkar sem urednica, se trudimo, smo popustili in se tudi mi trudimo priti v kakšno bazo podatkov. Skratka, v januarja nam je uspel to pri ProQuestu. Zdaj, tematiko, neka značilnost je še časopisa za kritiko znanosti, je ta, poleg interdisciplinarnosti, je, da hoče biti to neka angažirana revija in da hoče biti vpeta v družbeno dogajanje. To se pravi, bodi si politično, bodi si ožje, družbeno, znanstveno, kulturno, umetniško in tako naprej. Tukaj imam, tole, kar sem imela doma, sem pobrala in prinesla sem toliko za enkrat, če bo še nekaj vprašanje. Hvala. Ja, pozdrav sem skupaj, jaz sem Jurij Fikfak, sem skupaj z kolegico Ingrid Slavec-Gradišnik, slavorednika Tradiciones. Tradiciones so nastavili v bistvu veliko temu leta 1971, iniciator je bil Niko Kuret, ki je bilo takrat po nekaj smislu so bile neke težave pri izdajanju slovenskega etnografa, skratka neka niša. In je šlo v koncu tudi za neko uveljavljanje inštituta. V leta 1972 je šla prva številka. In te številke so bile koncipirane, se pravi, do 4 leta je vodil to Niko Kuret, potem je to prevzel Vilko Matičetov, ki je vodil praktično teh 10-12 številk. Potem so bili še Andrew Razbaš, Tone Cevs in tako naprej, se pravi. In zdaj, se pravi, mi dva sva s kolegico Slavševo sva prevzela to leta 2003-2004. Se pravi, in takrat je bil tudi uveljavljen nek vrste koncept, ki tudi zdaj je, da je praviloma ena številka tematska, druga številka je splošna. Tako da je praktično vsako leto, ta tematika je potem vezana bolj za neko konferenco, mednarodno, ali pa na nek projekt. Tako da je potem, tako da so išle veliko temu glasbene številke, potem so išle veliko temu narodnemu parku, potem v zvezi s konferenco virtualno leto in tako naprej. Se pravi, da je to nekaj osnovni koncept. Bilo je, do leta 2004 je bil še razmeroma, oziroma to je potem počasno vrašen, je bil obsežen poročilni del. Ta poročilni del je zdaj razmeroma skromen. Se pravi, da v glavnem gre veliko tem bolj ali manj za znanstveno besedila. In potem je, se pravi, to je veliko tem od leta 1999, nekaj tazga naprej je v bistvu to, se pravi, to je bilo glasilo Inštituta za slovensko narodopisje, potem leta, se pravi, 1999, to je po tistem, če hočete, veliko temu razhodu dveh inštitucij, se pravi sekcije v Inštitut za glasbeno narodopisje in Inštitut za slovensko narodopisje, potem postalo to veliko glasilo obeh inštitutov. No in potem je, se pravi, mi nismo pri potem agenciji za knjigo, ampak smo pri agenciji preko temu za raziskovanje. Sve smo tam financirali. Mi načeloma, recimo, kar se tiče prevoda in tako naprej, financiramo v bistvu lekturo, se pravi slovenskega jezika pa preko temu angliškega jezika. Tako da,
strinjam se v tem, da je pravzaprav komična situacija, ko na eni strani se človek bori proti bazam, oziroma proti temu bibliometriji, na drugi strani jo akceptira in tako naprej. In da v bistvu v nekem, če bi rekel, temu schizofrenem položaju. Se pravi, da ker na nek način to, ko potem pogledaš tisto rangiranje, je vprašanje, kaj pomeni pravzaprav neka, bi rekel temu, neka ocena vrednosti in tako naprej, ampak pač v takem tem svetu smo. Tako da zdaj bomo drugo leto, recimo zdaj prehajamo na Open German System, tako da potem pač bo to, preko temu prijavil vse te stvari, ko je v bistvu preko elektronske oblike. To bo normalno vse. Moje ime je pa Rok Košer. Revija Kula, katero urednik sem postal, trenutno miruje in bo še nekaj časa, saj tega februarja, zato sem tukaj v vlogi samoderatorja s kolegico Natalijo. Za izhodišče si bom povzel gostovanje ameriškega antropologa Aleksandra Maxwella pred časom tukaj v Infoshopu na Metelkovi, ko je študentom, ko se ga vprašali, kaj jim priporoča v bistvu, kako začeti svojo kariero, kako prodreti in tako naprej, v bistvu predstavil zelo preprost recept. Rekel je publish. Skratka, objavljajte. Kar imam jaz izkušenj iz oddelka in kolegov, študentov, pa imajo v bistvu pri tem predvsej zadržkov, težav in tako naprej. Zato me zanima čisto konkretno, kako bi lahko študent pri eni od vaših revij objavil članek. Ne se odbira. Glede, jaz mislim, da eden glavnih problemov je, da se mi zdi jaz mislim, da ni problem, čigav je tekst. Problem je, kakšen je tekst. In problem je tudi, kako nastane in potem vprašanje argumentacije in tako naprej. Se pravi, da to je eden osnovnih. Recimo, jaz sem redigiral, če hočete, za zbirko, kjer v bistvu gre za recimo dolge disertacijone 3 publikacije in pri vseh, spremem, to so bili disertacije, da so bili pač, ki so že observirali neko tehnologijo, metodologijo in tako naprej. In je bilo preprosto za samo objavo so bile težave. In te težave so, jaz mislim, da tisto, kar bi na fakulteti bistveno morali delati, kot delajo, je preprosto ukvarjanje, mislim, mentor, ta relacija mentor, če hočete študent, ali kakorkoli že tle, bi morala biti bistveno bolj, če hočete, intenzivna. Zdaj, glede na število študentov, ki ga imajo in tako naprej, je to vprašanje preprosto. Oziroma, ta tutorski sistem bi moral biti bistveno bolj, če hočete, razviti. Se pravi, da človek, ker potem pridejo, recimo, jaz sem imel tak, sem razmišljal ravno za ta pogovor, recimo, tema in primer. Vi imate nek headline, neko, recimo, temo v, recimo, CEO-u je bilo napisano, pač ko Dragič izjavlja, se pravi, Maja raste imam in je dal ključe avtomobila. In potem jaz nisem zastopil tega, bi rekel temu, čem je vic, in potem pa obrnutem, da on je pravzaprav nje je rekel, raste imam, neki ustanovi pa je dal, neki bolnici je dal ključe avtomobila. In gre v bistvu za naslednji problem, da je argumentacija, način argumentacije, če hočete, ali pa problem, če hočete, pomenk, podpomenk, nadpomenk, se pravi ta strukturacija, če hočete, diskurza, to je problem. In zaradi tega se mi zdi, da je to, recimo, jaz lahko tle, recimo, omenim en članek, ki je bil zelo fajn, ker sem bil zelo vesel, če hočete, Rostine Boralič, ki je preprosto po, recimo, temu nekaj, če hočete, predavanjih o semiotiki, ki je napisala neminuten članek, po, recimo, temu drežnici in tiste. Ampak gre preprosto jasno za ta drill in ta drill, se pravi, se vidi ali pa se ga ne vidi. Tako bom rekla, če kaj zdaj objavljajo študentje, kako zdaj klijo do objave, da nas je ta problem, mi zelo redko objavljamo članke, mi objavljamo pač tematske bloke ali tematske številke. Skratka, ko te tematske zvezke pripravljajo notranji uredniki in zdaj oni so tisti, oziroma uredništvo priporoča pisce, komunicira z njimi in tako naprej. In tudi urednik je tisti, ki dela z piscem in ponovadi s tem študentom. To je ta prva stopnja. Jaz se zelo strinjam z vami,
tem tekstom velikokrat manjka struktura, argumentacija in te zadeve, ampak potem je pa tako, ne, vse stvari grejo čez recenzentski postopek. Jaz imam zdaj problem z enim tekstom nekega študenta, ker je bil že drugič v recenzenskem postopku, ni bil zavrnjen, ampak napoten na popravke in je pač študent odstopil od objave. Tako, skratka, ja, tu je neka pri to vrstnem pisanju pač rabiš neko kilometrino. Jaz mislim, da drugače pa mislim, da so vse revije v principu odprte. Ampak da je treba pač neko to rutino dobiti in da se tudi, če se jo pač fakso ne pridobi, da se jo pač, če je uredništvo pripravljeno delati z piscem, pač mora tudi pisec biti odprt za to, za sprejemanje nekih sugestij oziroma popravkov. Ja, verjetno se bomo zdaj počasi začeli ponavljati, kaj je težava pri študentskih prispevkih, absolutno manjka izkušnja. Zato bi bil moj nasvet k tistemu publish, bi bil pa vztrajnost. Ker res študenti mnogokrat obupajo na tisti začetni stopnji, ko dobijo prvi odgovor in je pač informacija, lahko je objavljena, ampak bo treba popraviti. Zdaj v glasniku kar pogosto izidejo tudi študentski članki, je pa tako, se mi zdi, da so študenti res premalo vztrajni, sploh glede na to, da ponavadi nimajo, oziroma vse predvidevam, da nimajo nekih, da se jim ne mudi, bom tako rekla. In glede na to, da recimo glasnik dokaj redno izhaja, se jim vedno ponudi možnost, da se pač članek obdela, popravi in pač izide v kakšni kasnejši številki. Zdaj mnogi od tega potem res odstopijo, ampak se mi zdi, da se mogoče včasih čutijo preveč prizadete in kritike ne vzamejo kot konstruktivne kritike. In tukaj se mi zdi, da bi pa mogoče res nekako apelirala na oddelek, da zdaj moram reči, da ne vem, kako stvar tam poteka, koliko je te komunikacije med profesorji in študenti, koliko so profesorji odprti, da recimo individualno dela z enim študentom na kakšnem prispevku, ampak da bi mogoče oddelek našel nek način, da bi vseeno študentom malo približal kako sploh poteka kategorizacija članka, kaj pravzaprav sploh je to znanstveni članek, kaj je izvirni znanstveni članek, kaj je pregledni znanstveni članek, kaj je strokovni članek, te kategorije. Se pravi, zdaj trenutno ne vem, kako to poteka, ampak mislim, da študenti z še malo več spodbude in mogoče malo več poguma bi tudi lažje prišli do objavno in seveda vztrajnosti. Drugače pa jaz verjamem, da so čisto vse naše revije odprte za kvalitetne članke. Ja, ko sem jaz študiral v 70-ih, takrat smo objavili v glasniku, kar precej, in se spomnim, smo objavili tudi, išli sta dve tematske številki problemov. To je bilo sploh prvič, da so išle naše seminarske naloge takrat. Ker takrat jasno se ni sploh smatralo, da lahko študentske seminarske naloge izidejo v tiskani obliki. Etnolog je bil takrat, oziroma slovenski etnograf je bil dokaj zaprt, oziroma bolj so sprejemali članke kolegic in kolegov, zaposlenih v etnografskem muzeju, tradiciones, pač tudi iz inštituta. Tako da preko glasnika se mi zdi, se je takrat nekako odprl ta prostor za študentske prispevke, za študentske, s tem, da takrat težko rečem, da so bili prav kvalitetni znanstveni članki, šlo je bolj za neka poročila, bolj za razmišljanje in tako naprej, bolj za refleksije. V etnologu je tako, mi smo odprti, mi sprejemamo članke in glavni kriterij kvaliteta, absolutno.
in ne gledamo zdaj, ali je, ne vem, doktor ali ni doktor, ali je študent ali karkoli. Kot sem že prej omenil, ne, ponavadi, zdaj v času mojega urednikovanja sem pa pozabil za lapsus prej, zdaj od letos naprej so urednik tudi magister Andrej Dular. Ponavadi sva dva, pa sta bila vedno nekako dva urednika, ker je kar dosti dela s tem. Potem, poleg tega, da objavimo v knjižni obliki, je tudi že kar nekaj časa v elektronski obliki, v PDF-ju, na naši spletni strani Slovenskega etnografskega muzeja. Zdaj so vsi etnologi, tako da kdorkoli želi, lahko pač prek računalnika bere članke. Ja, kar se tiče objave, smo odprti za kogarkoli. Seveda je pa tu vedno nujna oziroma potrebna selekcija. Zdaj, če dalje bolj, ne, ker etnolog kar dobro kotira v teh bazah in tako naprej. Skratka, se dobro točkuje, tudi na ARRS-ju, če nekdo objavlja etnologu, in dobimo vedno preveč člankov. En del je tematski, en del pa ni, ne, tako da objavljamo zelo raznolike tematike. In politiko pa nekako kreira uredniški odbor. Tako da v bistvu tudi cel proces poteka tako, da mi razpišemo temo, potem dobimo povzetke in potem nekako na podlagi teh povzetkov naredimo selekcijo, drugačno ne gre. Ker pač zavedamo se, koliko lahko obsega tudi ena revija. Lani je bila izjemno debela, ne, tako da so se že pritoževali, da je bila pretežka, ne. Ker smo imeli še dodatno en del posvečen 90-letnici muzeja, ampak nekako v povprečju iz znanstvenih člankov je tam recimo 10-12 znanstvenih člankov. Ostalo so pa potem razne poročila, recenzije, kot sem pomenil. Pri nas je politika, da ne bi v Anthropological Notebooks v vsaki reviji pišel en članek študentka. To smo si že skozi zadali. Ampak mene nekaj drugega zanima. Vprašanje, kako naj študent je. Jaz sem vedno vedel, ko sem napisal, sem vedel, v katero revijo bi pisal. To se pravi, jaz si predstavljam, da nekdo, ki piše, ne glede v kateri je, ali dodiplomski študent, podiplomski, najbolj dodiplomski še nima niti aparata razdelanega, da bi lahko pisal. Na podiplomskem študiju se meni zdi, da je takrat človek najbolj bogat, zato ker veliko dela, veliko ima časa, ne ukvarja se z administrativnimi zadevami in takrat napiše, bom rekel, več let ima čas, da se reflektira in da obdeluje neko tematiko, da ima argument že izdelan in tako naprej. In takrat si lahko zbere, po mojem, glede na temo, ki je njegova glavna, si tudi zbere revijo. Ni nujno v Sloveniji, si lahko kje drugi zbere, ustrezno revijo, v katero misli, da bi ta njegov to prej napisal najbolj pasel. In zato se ne bi omejil samo na slovenske revijo, ampak bi rekel, da obstajajo tudi druge revije in da človek, ko piše, reče, aha, to bi pa blazno, pa kaj, noter pa. Imamo področne revije, imamo splošne, teoretične revije, eni pišejo se zelo dobri v teoretskem razglabljanju, argumentiranju, bom rekel, aktualni tematiki, obstaja cel kup. Potem je pa problem, ki ga jaz vidim, recimo, malo je problem jezik in to sem jaz, bom rekel, kar nisem tako kritičen, zato ker vem, da je ljudem težko pisati v tujem jeziku. Najbrž na študentskem nivoju je izredno težko absorbirati bogat, izostren vokabularij, bom rekel, da bi lahko pisal kar tako v tujem jeziku. Druga stvar je, da skozi te kolege, ali pa tudi študente, recimo študente na stopnji doktorata, ponavadi več let pišejo članek. To se pravi, da ga ti odpredavaš, ga dobiš kritične feedbacke, daš ljudem pogledati, ki ti se ukvarjajo s tem. To se pravi, preden oddaš, bom rekel, nek
dober članek, je šel že skozi en proces tvojega lastnega preverjanja. In če gre skozi to, potem, in boste rekli, da zdaj pa kako poštrilite en članek, ki so se jih več pišeš, ne? Pa pustiš, da se ti malo ljudi, pa nisi zadovoljen, pa ven vržeš, pa tako naprej, ne? Zdaj, problem je seveda, če so to aktualni, ne? Pa objavaš tam, kjer je to aktualni, pa ni nujno, da je v znanstveni reviji, ne? Pa objavaš tam, kjer je to aktualni. Tako da se mi zdi, da ni tak problem, da bi moral v bistvu pisati sam vedeti, kam to spada. In zdaj, če se povrnem na Anthropological Notebooks, mi imamo zdaj norijo, ne, trenutno, ne, zato, ker nam zelo veliko z ekonomske fakultete pošiljajo članke, z psihologije, z pravne fakultete, in to sva, moram tle povedati, da Gregor Starc, ki je tehnični urednik, je zelo pomemben in jaz ga ne morem prehvaliti, mislim, samo to, on je res, ker on je pa tudi spletno stran uredil, tako da izhajamo istočasno na spletni strani in v reviji in v tiskani obliki. In jaz kot glavni urednik, ker lahko pošiljajo meni ali pa njemu na društvo antropologov, dobivava stalno članke in to, bom rekel, 2 na teden, bodi si od teh naših slovenskih fakultet, univerz, ali pa recimo izreden naval je bil v zadnjih letih iz Indije, nenormalno, ampak to tako, da me zdaj v pisarno kličejo, kdaj bo njihov članek išel, ne. In doskrat zavračamo že v začetku, ne. Jaz pogledam abstrakt, preberem članek in rečem, to ne paše v reviju, ne. In to je tisto, s čim sem začel to, kar sem govoril. Človek mora videti, kam članek paše. In ki smo prej govorili, ne, jaz vem, kako je nastal časopisa Kritika znanosti, ne, imam blazen rešpekt še zaradi tiska, kako je nastal, ne, da revije, ki jih po mojem mnenju manjka, so tudi si, če se umim na antropologijo, pa etnologijo, je neka regionalna, ki bi imela, na primer, ime Journal of Southeastern Europe, ne, ki bi pokril, to je bodi si regionalna, bodi si, da bi bila osmišljena teoretsko ali kaj je namen revije. To je zelo pomembno, ne. Zato, ker, bom rekel, te splošne revije ne objavljajo vsi, kar, bom rekel, pokrivajo splošno, ne, bom rekel, v glavno, ne. Glasnik, ne, društva ali pa etnolog, ne, bom rekel, splošno, če niso bili tematske številke, ne. Tako da, to je zelo kompleksno, jaz tudi ne vem, vsi se ukvarjamo, jaz zelo veliko cenim tuje članke v recenzijah in sem bih prej omenil, da porabim, recimo, če sprejmem, da bom ocenjeval, porabim od 1 tedna do 10 dni, ampak full time. Jaz si vzamem čas, koliko da bi projekt pisal. In napišem 3 strani komentarja na izvrsten članek. To se pravi, da jaz članek 5-krat preberem, da berem vire, ki jih omenja, da si vzamem knjigo, da jo preberem, da pregledam citati, če je prav citirano, da argument, da večkrat. In potem, ker jaz, ko prvič preberem, se mi zdi v redu. In grem skozi tako, da, no in potem šele dobim in ponavadi dobi ta, ki piše članek, 3 take recenzije. In normalno, da se potem lahko kvaliteta nekega članka izboljša. Medtem, ko pri nas pri Anthropological Notebooks nimamo tako rigorozno, ampak smo predvsej bolj odprti, predvsej bolj popustljivi, tako da sicer 51% člankov zavrnemo, ampak to zato, ker jih je večina tematsko nesodnih. Ampak drugače smo pa zelo tako odprti, če ni izredno slaba angliščina, ki že takrat zavrnemo zaradi angliškega jezika, poiščemo recenzente, ne, in to v glavnem tuje, mi ne pošiljamo, tudi če je slovenska tema, poskušamo najti recenzente zunaj Slovenije, pač te prednosti imamo v angliščini, ne, zdaj slovenskega težko pošiljati v tujino. No in se pač tako trudiš, ampak jaz mislim, da bi bile kakšne revije, ki bi bile, bom rekel, s tematiko in pa z
Mi imamo tudi mednarodni uredniški odbor, ki pa kaj dosti ne dela, ne. Par ljudi dela, ne, to je vedno par ljudi pa revijah, ki so aktivni, ne. Ostali pa so tako bolj zraven. Mene pa mogoče zanima na tej točki, veliko ste že povedali o svojem delu kot delu urednika. In me zanima na eni strani, kakšna je pa vloga recenzentov pri tem in tudi kolikšna je vaša avtonomija pri sami odločitvi, ali se nek članek sploh obravnava, se poda naprej v recenzijo ali ga že tako izločite? Tega lahko nazaj. No, tukaj moram povedati, da jaz kar dobim, če dvomim, to se pravi, če je res ne paše, ali pa če je res izredno slabo, potem ga je že kar vsak zavrnil. In to v glavnem se zdaj dogaja. Jaz se v glavnem dobivam po iz tujine in kar iz Irana, zdaj sem veliko dobil in se zavračam. Pač, ker ne pašejo v to. Če ne, pa pošljem naprej Gregorju, to jaz govorim, kot jaz sem glavni urednik, ne? On je tehnični managing editor. Ampak veliko večino člankov on dobi. In potem, če se on dvomi, pošlje men, sam zavrne, ali pa pošlje recenzente. In vedno ima 3 recenzente, 2 pošlje. In še tako mogoče, ko še ga zanima, koliko časa to traja pri nje, ne? Običajno so, naj bi recenzije prišle v 2 do 3 mesecih. Ampak to se redko, veliko se ne zgodi. Lahko povem tudi, kakšna druga ena politika. Jaz sem lani dal, po 10 letih, moja filozofija je bila, da jaz kot urednik ne bom objavljal v Anthropological Notebooks, ker se mi je zdel neetično, da jaz objavljam. Na kar so me prepričali, da ravno ti tudi moraš kdaj pa kdaj objaviti, zato ker če ne bodo rekli, pa ta dela. No, in sem lani marca jaz poslal svoj članek Gregorju Starcu z besedami pošiljam članek v Anthropological Notebooks in do novembra, od marca do novembra nisem dobil nobenega odgovora. In mi je bilo naroden, kljub temu, da se drugače slišva naroden, zdaj govorim, kako so različne te postopi. In potem so še počakali do decembra in sem rekel, potem sem ga pa poklical, sem rekel, ja, Madonna, si sem jaz glavni urednik, se vprašal pa lahko, ne, če drugi vsi skozi sprašujejo, ne. No in sem ga vprašal in je rekel, da je živ v procesu objave. Brez da bi me obvestil, ne. In sem rekel, kako pa to, pa je rekel, 6 recenzentom je poslal in jih je 5 rekli. In to je naš problem, zdaj pa tako za drugi, za recenzente, ne. Problem je v tem, da se ljudje odgovorijo, da nimajo časa. Zato, ker recenzije to vzame zelo veliko časa, če hočeš dobro narediti. Če jaz odkljukam samo tisto tabelo, ali je primeren, ja, ne, to gre hitro, ne. Ampak če pa hoče se on spustiti, ne, in jaz tudi pri samem svojem pisanju vidim tisto, kar je slabo, ne. Mislim, kar bi lahko bilo boljš, pa ne znam narediti, ne. No, in to se isto se študentov ukvarja s tem, ne. No, tako da je bilo recimo 5 in je potem ena recenzija prišla, da se objavi kot je, ne. In potem je on dal še eno recenzijo tukaj in je potem, ker ni bilo nič pripomb, mi ni nazaj poslal, ne. Ampak to hočem reči, da je velika razlika, mi ne stremimo naši člani uredniškega odbora, ne objavljajo zdaj, da bi pa v Anthropological Notebooks, ne. Ni to revija za nas, ne. In zato, ki smo, pardon, ki sem isto prej za študentov vprašal, smo zelo naklonjeni da študenti, ne. Ampak naj pripravijo, vem, je težko prevesti, naj naredijo vsega v angleščino, imaš zelo velike šanse, ne. Če se bo dobro brali. Tako da pač je treba za en ustrezen prevod mehna država, pač moramo poskrbeti, da imamo prevode. Ja, pri nas jasno, urednik, glavni urednik mora biti avtonomen, da pa vpliva na selekcijo. Se pa dogaja, da recimo pride članek, ki je že bil objavljen, z rahlo sfriziranim naslovom, ali pa recimo tudi z rahlo sfriziranim člankom, tako da v bistvu moraš biti kar pozoren. Jasno, ne?
Ste že morda zasledili? Ja, sem, vse dogaja. Mislim, potem, ko je že bilo objavljeno. Ja, pa nas ni bilo, ampak je že bilo druge, ne. Tako da sem ga zavrnil, ne. Kar je logičen. Ja, težko, ne. To je, zdaj pa nas je lažje, no. Zdaj, ko je imeti, ja, pa tudi mogoče za to revijo je lažje, ker je le bolj omejena na Slovenijo, ne. Če bi bil to nek, ne vem, evropski ali svetovni prostor, je po mojem zelo težko, ne. Tukaj pa je, ne, to je tudi problem, če se vrnem tudi na recenzente, ne. Mi smo toliko majhen prostor, ne, da ker gre anonimno, ne, vsi članki gredo anonimno k recenzentom. Mi imamo 2 recenzenta za vsak članek. In zdaj je jasno, problem jih je sploh preprositi, ne, da, ker to je zelo časovno, veliko časa ti vzame, da, če se resno lotiš recenzije nekega članka. S tem, da recenzenti in tukaj sem jaz zelo kritičen, pa ne vem, kako bi spremenil cel postopek, ker recenzent je tudi anonimen, ne? In on praktično nima čisto nič od tega, razen da prebere članek že predno izide, ne? Pa da vpliva na njega, pa da pač se zaveda tega, da ne vem, kreira tudi recimo to našo znanost, ne? Pa so kreira. Skratka, cel proces tudi kar traja, ne? Ko mi dobimo članek, zdaj ravno drug teden jih dobim, ne? In se bom potem lotil tega dokaj mukotrpnega dela iskanja recenzentov, ker mnogi ti zavrnejo, enostavno nimajo časa se jim da s tem ukvarjati, ker jih ni, ne, dejavno ni, recenzent je tudi anonimen, članke oziroma avtorji so anonimni in no, kakorkoli, do zdaj nam je uspel, ne, prostor je pa res majhen, ne, in v bistvu se že iz načina pisanja ali pa tudi iz teme lahko kar hitro ugotoviš, kdo je pričal. Mislim, Slovenija je majhna, ne, to definitivno. Zdaj, drugače pa to glavno selekcijo, pa kot sem prej omenil, naredi pri nas uredniški odbor. Drugačno greme, da enostavno vsi preberemo te recenzije in potem nekaj glasujemo in dajemo tudi prednost, dajemo, če tematska številka tem tematskim člankom, ne, ampak ponavadi se pojavi še par drugih člankov in tam pa pač gledamo tudi kvaliteto, tako kot posod. Pri nas je glavni urednik je prvo sitov pri sprejemanju prispevkov, razen v primerih, če gre za tematsko številko, ki ima gostujočega urednika. Takrat pa to glavna urednica v glavnem prepusti gostujočemu uredniku, ker je seveda bistveno bolj seznanjen pač s tisto ozko vsebino. Kadar pa sta ali glavna urednica ali gostujoči urednik v, ne vem, recimo v dilemi, je potem naslednje pa uredniški odbor, kjer se pač zadeva predebatira. Dobi pa, vsekakor pa dobi vpogled uredniški odbor pred objavo pač nad vsemi prispevki. In takrat tudi posamezni člani uredniškega odbora, če se mi zdi potrebno, zaprosijo glavno urednico za dodatna pojasnila, ali gre za vsebinsko, včasih gre tudi še za opozorilo na to, da je bil članek že, ki je objavljen, malo spremenjen. Potem pripombe se včasih nanašajo na kategorizacijo člankov, a je res primerna. Tako da, ampak glavna urednica je pa tista, ki prva odloča. To bi bilo tako na kratko. Ja, pričakaj zdaj je tako, da prvo sito isto, glede na to, da so tematske številke oziroma bloki, to počenja vsakokratni urednik, urednica. Potem grem jaz čez članke, se tudi že zgodil to, kar si ti povedal, ne. Meni se to v enem letu in pol dvakrat zgodil, da sem dobila že objavljen, sfriziran članek. To jasno se zavrne.
Potem je pa tako, pa gre po recenzijo in zdaj, naprimer, prej sem imela ta primer, da avtor noče upoštevati drugič recenzenskih pripomb in članek ne bo objavljen, ne? Danes imamo v bistvu razgledeno, če govorimo o tematskih številkah, se pravi, je praviloma tako, da imajo, recimo, če vzamemo glasbeni del, potem je za glasbeni del odgovoren, temu, spravi nek področni urednik, kjer se v bistvu zmeri, temu v kombinaciji z enim od glavnih urednikov, pravzaprav, temu ureja to številko. In potem stvar področnega urednika poskrbi za recenze in tako naprej. Tako da, jaz mislim, da pri tematskih številkah je dejansko ena razlika tudi v recenzenskem postopku, ker je, recimo, ker so različni, temu pristopi. En pristop je, recimo, temu bil v Triglavskem parku, kjer smo v bistvu bili uredniki, pravzaprav na nek način tisti, ki smo, temu vse skupaj redigirali in tako naprej. Se pravi, šli skozi članke, ker je bilo tudi na nek način skozi projekta in tako naprej, to je bil en koncept. Se pravi, da v bistvu na nek način gremo različne koncepte skozi. Se pravi, medtem, ko pri tistih prostih, kako bi temu rekel, prispevkih, ki so bolj, tam pa je, se pravi, če so v angliščini, če so tudi na jeziku, potem grejo navadno, mi imamo razmeroma velik mednarodni uredniški svet in naloga uredniškega sveta je v bistvu pravzaprav biti tudi recenzent, tako da recimo imesto Hendriksova, Kiljanova, kot bi že zdaj Barna in tako naprej, so prosto temu naši recenzenti, tisti temu privatni in ki potem temu pač pretentežno tiste temu angliška besedila, medtem ko pa nas pa potem iščemo recenzenti, ki so pač slovensko govoreči, ali recimo tudi kolege na Hrvaškem, ki znajo slovensko, tako naprej se pravi približno isti postopek, kot tudi pri ocenah projektov in tako naprej. Tako da sva pa, recimo, ker so v bistvu dva glavna urednika, je pa tam glavna komunikacija tukaj gre kot temu tle, od tam, se pravi, ko govorim o netematskih številkah, se pravi, odločitve in tako naprej, tako da tam se največ tudi dogaja redakcijski postopek. Iz vaših besed vseh v bistvu izhaja, da imate precej dela s selekcijo člankov, da vsi dobivate precej več, kot jih pol objavite. Mene zanima, koliko ima pri tem vlogu, koliko je pomembno točkovanje teh člankov, koliko se je recimo etnologu povečal naval, odkar je šel, mislim, da je 40 na 90 točk. Pa recimo, koliko imate vi, ko v bistvu imate velik ugled, nimate pa takih točk, recimo, pa tudi prva se mi zdi, zna biti. Koliko se to pozna v bistvu, koliko je to točkovanje pomembno pri vašem delu? Zdaj, mislim, kot sem že prej rekel, glede točkovanja imamo lahko različne stališča, koncepte in tako naprej, ampak pač v tej sferi, ki je že pač relevantno. In zdaj, jaz mislim, da je mislim, tukaj sta dve stvari. Na eni strani je to, da včasih so bili, to sem slišal prej, recimo temo implicitna in konceptu, ki so bili tradicionalna hišna revija, zdaj, glede na to, se pravi, če vzame človek, ki preko ta posebej zadnjih 10 let in tako naprej, in bilo več kot polovico člankov, mislim, da približno tam veliko temu od tujih avtorjev stavimo vse povsod, način, da se pravi, da preko skozi mednarodniški svet, skozi konference in tako naprej. Se pravi, da je bila ta dinamika razvita, da mi skozi mednarodne konference tudi v bistvu produciramo, če hočete neko tisto. Kar se tiče točkovanja, jaz mislim, da se bo to uredilo približno v 2-3 letih. Se pravi, da bo stanje, ker mi smo bili prej preko temu Erihu B, ki je prinašal nek poseben status. Druge revije so bili Erihu C in zdaj pač, zdaj res mislim, da je v bistvu nekaj temu prehodna faza, ki pač par letih se bo pravzaprav neke stvari se mi zgodili. Tako da je stvar, mislim, da mi ne kako je temo neko dan delamo, se pravi, točke so pomembne in tudi niso pomembne. Pomembne je to, kar želiš, način stvari vidiš doseči. Jaz mislim, da tisto, kar želimo doseči, je, kar se tiče tematik, obdelati nekaj stvari, tako kot se, kot temu
spodobni in jih tudi umestiti v nek mednarodni, bi rekel temu škočni diskurs, česar nam v bistvu veliki meri manjka. In kar se tiče znotraj slovenskega prostora, pač tudi uveljaviti neko dikcijo. Jaz ne moram odgovoriti na to vprašanje, čakaj objava prinaša teh 30 točk od januarja. Mi se trudimo zdaj postati pragmatični, predvsem da se vpišemo še v kakšen indeks, predvsem zaradi finančnih razlogov. Skratka, drugač pa ne, mi nimamo problemov z navalom, ampak prav tako nimamo problema s tem, da bi pa ne bi imeli objav. Mislim, da imamo kar zanimive teme in da nimamo problema s pisci tako. So pa to vabljeni pisci v glavnem, vsem tja kakšen call for papers. Se pravi je ta ogled tukaj v tem primeru revije malo nadomesti pomanjkanje točkovanja? Ja. Zaenkrat je tako, no. Ampak se pravim, predvsem zaradi financiranja smo se zdaj podali v te indeksacije. Zakaj pa glasnik v bistvu tudi relativno nizko točkovanje? To zaradi tega, ker ima enega recenzenta v primerjavi z drugimi, ko imajo tudi po dva ali kaj drugega? Tale premik v vrednotenju člankov oziroma ta zadeva se skozi malo spreminja, odvisno od tega, na kakšen način se odloči, da bo vrednotil revije oziroma pač na kak način bodo to počeli. Zdaj, tako da to je odvisno od večjih stvari, tudi koliko so članki citirani in tako naprej. Mi praktično, zdaj konkretno na to vprašanje ne znam odgovoriti. Mislim, zdaj konkretno odgovoriti, zakaj nizko kotira, verjetno zato, ker je bil v tolikih in tolikih letih, ni bil v tistih revijah, kjer so druge revije citirane in tako naprej. No? Ja, prvotno je bil to glasnik, ne, to prvotno ni bila znanstvena revija. To sem pa zdaj htela povedati, da ni, glasnik želi objavljati kvalitetne članke. Zdaj, ne zato, da bo dobival točke v bazah, ampak zato, da bodo tisti, ki objavljali, imeli možnost objaviti svoje razprave, svoje delo. Zato to tudi ni neka, ne vem, to ni, ne vem, neki zelo seveda prinaša prednosti pri financiranju in tako naprej. Ampak ARRS samodelno financira glasnik, tako da nismo toliko odvisni od tega in zato se tudi ne angažiramo toliko pri teh bazah, ker pač vsak članek, gleda se na kvaliteto članka, niti ne toliko nas ne zanima, a bo ta članek zdaj ne vem kolikokrat citiran ali ne. Če je članek v redu, je objavljen. Da pa bi zdaj zaradi tega spreminjali tako recenzentske postopke kot karkoli zdaj pa trenutno nismo v tem. Kako se pa na etnologu to spremeni? Ja, se je. Tako da, mislim, je kar potrebna selekcija, ker če ne bi narasel. Žal nimamo toliko kapacitet, ne kadrovskih, niti finančnih, da bi izdajali, ne vem, 2, 3, 4 številke na leto. Tako da mi še vedno stanemo pri eni številki letno, ker pač v hiši so 2 sourednika, plus potem pomoč, jasno, tudi nekaterih in pa recenzentom in tako naprej. Tako da kar ostavimo tem. Ampak je, recimo letos se je prijavilo, mislim, da je prišlo okrog 25 povzetkov, ne, in smo potem zreducirali na 11 znanstvenih. Potem je pa še, ne. Se mi zdi, da ta znanstveni del
obsega recimo od pol pa do 3/4 cele revije. So pa kar obsežne, tako 500 strani, tako 400 strani. Ponavadi je članek dolg, ne vem, ena avtorska pola pa pol. Sem pa še nekaj se spomnil, recimo mi smo tudi kot študenti, ampak to že dolgo nazaj, smo objavljali tudi v regionalnih revijah, recimo Maribor, ne vem, še izdaja ta časopis za zgodovino in mislim, jih je kar nekaj, ne. Tako da to je tudi verjetno neka možnost, ne. Kako pa je recimo glede tem, kdo določa temu? Menite, da s tem, ko se odločite za tematsko številko revije, da izgubljate na eni strani neke dobre prispevke, ki bi bili vredni tudi objave, oziroma... Pa jaz ne. Ja. Bom jaz ne. Ne, sploh ne, se pravi, mi, moja uredniška politika je taka, da ja, tematska ja, ampak tudi drugi, ne. Tako da v bistvu imamo tukaj nekako, recimo 3/4 je tematsko naravnanje znanstvenih člankov, potem pa, ne vem, 1/3, pa 1/4 je pa še drugi. Ne, se mi ne zdi, zaradi tega, ker pridejo, ne, ko mi naredimo ta razpis, pride dost ponudbe, ne, in se da narediti kvalitetna selekcija. In ne vem, se to vi presodite kot bralci, ne, mislim, mi smo preveč mogoče vključeni v ta del, ne, ampak zaenkrat je kar dober feedback, ne, tako da je pa šel, jasno, etnolog, slovenski etnograf je šel skozi najrazličnejše procese, ampak se mi zdi, no, da zdaj zadnja, vsaj desetletje, če ne že malo več, da smo dokaj aktualni, dokaj žurni, dokaj tako, ne. Ja, temo pa ponavadi predebatiramo na sestankih vodeniškega odbora. Tako da tu že za naprej, recimo, se dogovarjamo. Zdaj je pa vprašanje, je pa to tudi avtonomija urednika. Mogoče ima še iz publike kdo kakšno vprašanje? Jaz preden bi dal publiki, bi še jaz enega drugače šel. Sicer predvsem kot urednik, bodoči urednik, bodoče revije. Ko smo pripravljali se na tale, to okroglo mizo, smo začeli ugotavljati, da je v bistvu malo morje revij, ki imajo vsaj v imenu ali pa nekje etnologijo, antropologijo ali pa da so povezane z njo. Ne vem, poleg vas, ker ste tukaj, se spomnim vsaj še časopisa za zgodovino narodopis je Studio Ethnologico Slavico, celo Borec je revija za antropologijo in tako naprej. A se vam zdi, da obstaja glede na to poplavo medijsko po eni strani potreba po še kakšnem časopisu ali jih je mogoče celo že preveč? Ne časopisu revije se produčili. Še najte televizijo in če vam jo financirajo. Jaz bi rekel, da je zelo problem. Mi smo zdaj dobili naš za 2013 in je zelo problem. In s financiranjem to je en velik problem. To se bo ali stara revija ali pa nova revija. Ampak, ja, se tam počamo. Zdi se mi, res se mi zdi, ne imeti revije kar tako. Jaz dejansko mislim, da je dobro imeti izdelan koncept, kaj bo ta revija, zakaj je ta revija drugačna. Kot smo zdaj slišali, meni je izredno všeč, da so tudi te, ki flege pisali, da so različni. In ni pomembno, dejansko ni pomembno. Vse kako so se pa druge države, vse v Avstraliji tudi niso imeli to Social Science Citation Index, kot imajo Amerika. In so rekli, naše revije so bili kot ameriške. Tako so sprejeli. In za njih isto štejejo, kot pa če bi bile tuje. Tako da ni zdaj ta indeksacija tako blazno pomembna.
Se mi pa zdi meni, kot uredniku, glavnemu uredniku, da tem, ki pošljajo članke, moram tudi jaz nekaj dati. To se pravi, jaz poskrbim za to, da je nekje indeksirana, zato da bodo tudi oni nekaj dobili, te, ki pišejo za revijo. Medtem, ko jaz sam lahko napišem pač kamar meni osebno paše. In še enkrat rekel, treba si je zbrati revijo, kam boš pisal. Tako da za novo revijo, če bo imela en dober koncept, sigurno. Če bo pa samo še etnološka, antropološka, hotela denar, pa bo rekla, mi pa objavljamo to, pa to, da se ne bo kaj dosti razlikovala, pa je vprašanje, koliko je smiselno. Tudi če se ne izpelje ta koncept, ampak koncept mora biti, zato recimo vsaka od teh revij pa dejansko ima nek koncept, če pogledamo. To se mi zdi najbolj pomembno. Drugače pa definitivno, da je prostor. Zdaj, če pri nas je res, zdaj smo imeli recimo 60 člankov, od tega jih 30% mi zavrnemo, to se pravi Gregor Starc, večinoma on, kar se on večinoma dobiva na društvo, deloma jaz, 30% jih pa recenzenti zavrnemo. To se pravi 60% člankov je zavrnenih. To se pravi, da prostor še je. Tako da hitri. Zdaj bi pa res tudi jaz povabil še občinstvo za vprašanje. Kje so ti študenti, ki bi radi objavili? Jaz mislim eno stvar, da recimo eden problemov, ki se mi zdi, ki je rešljiv in ki v bistvu, bi rekel, je win-win položaj, je ta, da dejansko, bi rekel temu, in pa raz še ni dosti uveljavljen, je prosto avtorstvo, mentorja in študenta. Se pravi, ker imate v bistvu oba interes, da se nekaj objavi. In to pomeni, da je preprosto, gre zagotovo v tem primeru za nek intenziven proces, ker pravzaprav tudi ta tako imenovani študent, ker te govorimo v bistvu o študentu, ker nekaj če že diplomiral in tako naprej, se preprosto nekaj tehnologije nauči, ker recimo ena inštrukcija, ki sem jaz imel recimo temu tu mi Jan Grozbaš, recimo temu rekel, sej ne gre za vprašanje pameti največkrat, ampak gre za vprašanje tehnologije. Se pravi, kako ti neko stvar, neko raziskavo, neko in tako naprej ubesediš, jo pravzaprav prezentiraš in tako naprej, tako da je pravzaprav sprejemljiva, bi rekel temu, in za urednika, in za recenzenta, in konec konca za tisto javnost, ki jo naslavljaš. In dejansko mislim, da problem je ravno tega tutorstva, pomanjkanje tutorstva v tem, da bi ljudje pošteno obvladali tehnologijo pisanja. Ampak to ni naše urednikov. Ne, urednikov ne, ampak govorimo o tem, se pravi, da tisto, kar ti dobiš tam, potem se v bistvu nekaj. Se pa jaz bojim, da se bo zdaj nekaj imenujem, da je akademska korupcija. To se bo javljati v posvetice, tle se bo pa pač še bolj razviti, kot naprimer, prej ste sprašvali v kakšnih bazah so revije in tako naprej. Jaz moram reči, da za Anthropological Notebooks bi bilo neodgovorno pri angliščini, če ne bi bila v bazah. Zato, ker je to lažje, to že prej, ko je Web of Science imel, ni bilo treba čakati na Scopus. Ampak, zato, ker poznam en kup ljudi, ki so tudi uredniki, ki zahtevajo, da so del uredniški odbor citiran v člankih, če ne noče članka objaviti. Pa si predstavljam, to so te stvari, ki se bodo pojavljale, z temi prisilami. Najbolj bo prišlo do enega, zdaj smo malo bolj razpočkani, ampak bo prišlo do nekega upiranja administrativnim strujam, ki to diktirajo. Tako da najbolj bo treba se pač sklicevati na neke druge vrednote, ne pa na točkovanje in pa na skoka. Samo jaz mislim, da tukaj glavni problem je po svoje tudi agencija v tem smislu, da na nek
način razmeroma hitro spreminja kriterije, po katerih vrednoti. Spravi, ti nimaš nekaj smislu predvidelanja za 5 let naprej, kako se bo vrednotilo. In to je en glavnik, recimo temu zdaj se napoveduje, da bodo domače monografije veljale manj kot tuje in tako naprej. Se pravi, da preprosto gre za nek koncept, v katerem se nek način stavlja v negotovosti, a boš drugo leto namest 10. na lestvici, a boš 20. preprosto iz te čiste, veliko arbitrarnosti. No, najbolj, jaz ne vem, jaz osebno res temu ne sledim. Ja. Zdaj ki sem moral program pisati prvič, da sem se bil čisto zgubljen tem točkovanjem. Ampak, če se raziskovalci, učitelji, univerzitetni, če me s tem ukvarjamo, lažje živimo, po mojem. Ravno zaradi tega, ker se skozi spreminja. Ampak, še enkrat, študent najbolj zadovoljen, tako kot sem bil jaz, mislim, da je bil moj prvi člankov, je bil Journal of Ethnobiology. Jaz sem bil navdušen, takrat nima nobenega točkovanja, zdaj ima visoko točkovanje v Ameriki. Zato je bil o nožicah, kaj je paso, kaj ga bom zdaj dal pa v eno drugo. In zato obstaja en kup in mi imamo, bom rekel, za slovenska etnologija, če to pogledam, ali pa tudi antropologija, ki se ukvarja s balkanskim prostorom, imamo en kup jugoslovanskih revij, bolgarskih revij, ne vem, slovaških, čeških, poljskih in tako naprej, ki so tudi, to je ena druga povezava, ki sicer tudi niso v Social Science Citation Index, ampak to je pomembno. Obstaja revije, kjer je tudi bralstvo, kjer se nekaj deli skupne. Ker največja neumnost je, da nekaj objavaš, ki jih tako noben ne bere. Bolj kot komentar, kot vprašanje, v bistvu iz letošnje. Zelo veliko ste govorili o povezavi med profesorjem in študentom. Kako je profesor tist, ki spravi študente do objave? To je nekak tak pravilen, idealen scenarij. Na podelitvi Prešernovih nagrad letos so praktično vsi na filozofski fakulteti že imeli zagotovljen članek, ki so dobili Prešernovo nagrado. Sociologi, zgodovinarji in tako naprej. Etnolog, /antropolog, niti pomislil ni čas. Da mentor ni pripravil do točke objave. Se pravi, to v bistvu tudi ena stvar, v kateri bi mogel v bistvu našo del vložiti. Zato, ker njegova prednost je v slashu. Ja, tako je, jaz se po eni strani bojim to vrstne ambicioznosti profesorja, da v bistvu rime študente. Jaz mislim, da mora študent sam začutiti. Mi imamo pri nas en inštitut za biografijo na ZRC, ki ima blazno objav, blazno citatov, blazno vsega. Pa meni je zato nič simpatičen. Bolj je v to usmerjen, manj mi je simpatičen, tako bom rekel. Tako da, jaz ne vem, ker ne poznam to, kar je prej Juri govoril, kako poteka pri nas pedagoško ali pa mentorstvo, ali pa to se tako ne poznam, ampak za tiste, ki sem jim jaz mentor, vem, da že pridejo za slabo izobrazbo. Že z diplomo, pridejo slabo, zdaj pri nas so se zelo veliko SFDV, zdaj jaz ne vem, ampak niso bili navajeni niti dobro razmišljati, študirati. So pa nekateri drugi, ki so se pa blazno razvili. To je najbolj osebna predanost neki stvari, ni samo članek kot tak. In potem si sam zbereš, kaj boš, tako kot za revijo si zbereš. Si zadovoljen, časopis za kritiko znanosti ima pogled in je to, en ima social capital, en ima cultural capital, en ima economic capital. Tako je potem govoril, vsak ima svoj capital. Sikris capital. Vsi smo pa brez tistega kapitala, ki ga bi dal. No, jaz mislim, da je tudi tako, da študent, ki ima res željo objaviti prispevek, in če bi se obrnil tudi na
načenjena urednika, da želi objaviti prispevek in hkrati pač tudi povedal, da izkušenj pa nima, jih je pa pripravljen skozi ta proces priprave članka pridobiti, da bi tudi večina urednikov bila pripravljena s študentom sodelovati. To za urednika pomeni več dela, ampak če se že v osnovi ve, da bo to en dolgotrajnejši proces, pa da se študentu ne mudi, da je lih takoj v naslednji številki objavljen, mislim, da večina urednikov bi tak pristop študenta pokaže, da je pripravljen se skozi ta proces še nekaj naučiti, spremljala. Se pravi, moramo biti ustrajni in potrpežljivi. Absolutno, ustrajnost in potrpežljivost in kritiko je malo konstruktivno. Je pa res, ne, da se pa tudi dogaja, da so recenzenti lahko raztrgajo članke. Tako da, mislim, to je tak, lahko je dvorezen meč, ne, saj prej sem že govoril o majhnem prostoru, tako da tudi urednik lahko, če nekoga želi malo preko vinka zavrniti, da ga ne direktno karkoli pač daš nekemu recenzentu, ki veš, da ga bo raztrgal. Recimo, ne, tudi to so razne finte tukaj, čeprav ni smisel tega, ne, mislim, smisel nam je, da se objavlja kvalitetna revija, ne. In obratno, ne, če urednik vidi, da je bilo tisto raztrgano zaradi raztrganega, lahko da še dodatne, prosi za dodatne recenzentske mnenja in na ta način pač reši zadevo. Znam pa jaz na to eno vprašanje, pač nekje te zavrnejo, pošlješ novo revijo. A se med sabo uporabljate iste recenzente ali kako to deluje? Mislim, da ne bi slučajno v drugo še naletel zopet po sreči. Mi tukaj se sicer poznamo, ker smo približno ista generacija, da si mlajša, ne. Ampak drugač, ne, ni to sploh. Čeprav Slovenija ima nekaj prostor, ne, ni problema. Načeloma se, ne, situacije se teoretično lahko zgodi, ampak zaradi malega prostora, zato ker en urednik ne ve, komu je drug urednik poslal, ne? Zaradi anonimnosti. In to, ja, teoretično se seveda lahko zgodi, se mogoče se tudi v praksi kdaj zgodi, ne? Ampak to je pa majhno slovenskega prostora in temu se pa težko izognemo, ne? Že to je po eni strani prednost, mogoče ne, po drugi strani pa je, da se poznamo ravno zaradi tega, kar je Ralf prej omenil podvajanje članka oziroma že objavljenega članka. Ne? V tem primeru je to prednost, ampak to, kar ste pa vi navedli, pa ja, se pa lahko zgodi in verjetno tudi se kdaj zgodi. Ampak ne, ni pa to nikoli namerno. No? Pač urednik pošlje recenzentu, ki se mu zdi, da bi bil primeren za oceno tega članka. Jaz bi pa tle še na nekaj upozorila, sem dobil. Se mi zdi, da je še... Pa se lahko predstavljamo? Ja, Rebeka Kunej. Jaz sem pa opazila iz svoje strani, pač trenutno sem tu pri glasnih osebom in gostujočo urednico, pa tudi glede na to, da sem že kakšen članek sama objavila, da je zelo velik razpon, kako recenzenti tudi, ne, da tako kot je sama veščina pisanja članka na eni strani potrebna, se mi zdi, da tudi vidiš, da tudi recenzentski postopek, ki vsak ne zna narediti, da to je spet, tako kot pisati članek je tudi recenzirati, ne, pa bodi si... In nekdo to zelo resno vzame, nekdo pa zdelo roko. Ja, in daš da drugom recenzentu recenzirati, pa vidiš, da je še vedno, da so iste napake, da je čisto vse, ne, in daš še takretno, da pač, da to je tudi še ena stvar, ne, da je veščina na obeh straneh potrebna. Je tudi ena stvar najbolj, da se jemlja recenzija, da se pošlja recenzentu zato, ker je treba poslati, da se pošlja zato, da se res napiše recenzija. Ne? In mislim, da je neodgovorno tudi od recenzenta sprejemati, če ne misli odgovorno napisati. In zato jaz ne vem, tiste, ki jaz potem odklonijo, če ne morajo resno napisati recenzijo. Tako da, ne vem, zdaj je bilo za slovenske, mi smo imeli res probleme zdaj, zato ker smo imeli te v svetu, pač, ki smo razpošili, nismo imeli časa. Na kar smo
kar tudi nekatere revije zunaj delajo, da vprašajo avtorja, da naj predlaga 3 recenzente. In potem je avtor predlagal 3 recenzente, pa smo mi enega zbrali, enega smo pa mi najdeli. Ker je, ampak čim mi gre to na avtor, pa že veš, da je neko poznanstvo naklonjen. In tudi meni se je že tako zgodilo, da sem imel zunaj, recimo, pred 3 pa ni bilo pa nobenim od teh 3 poslali, recimo. Ampak najdeš si vsaj nekoga, ki se bo posvetil. V končni fazi, tudi če je poznal osebo, pa da je naklonjen, če dobra recenzija bo dvignila kvaliteto članka. In to je v bistvu, to je smisel. In to je meni tisto, kar bi si rad tudi pri novi reviji. Stalno dvigovanje kvalitete. In to imamo pa v Sloveniji, mislim, to nasplošno pa malo problem. Ker nimamo toliko bralcev, ki bi vložili toliko časa v to izboljšavo pisanja. No, v bistvu je podcenjeno delo avtorjev in je podcenjeno delo recenzentov. Ker pri nas plačamo honorarje prevajalcem in lektorjem in oblikovalcem. Vsi ostali delajo zastonj za točke. Oziroma recenzenti za nič. Tako da, ja, mislim, samo to je pa res cel sistem, ne vem, kdo se bo tega kdaj lotil, verjetno se tudi bo, upam. Ker, ja, je pa tak, mrtev tekne, mislim. Nikoli ne veš, kaj, kako in potem, res, ja, lahko pride do tega, da je pač recenzentstvo zaradi recenzije. Je pa še vprašanje tudi elektronskih, to se mi zdi, da v današnjem času zelo velika stvar. Tudi tuje, ki ponujajo objavo proti plačilu. Recimo, jaz ne vem, kakšne imate vi izkušnje, jaz sem, recimo, ki smo prigovorili v glavnem uredniku, dobim pismo od Sage, Sage Publications, ki oni hočijo Anthropological Notebooks, da bi oni prevzeli in da bi oni, pa še od ene druge sem pozabil, Elsevier, se mi zdi, da smo bili, in potem se takrat jaz dobim z Gregorjem Starcem in smo se odločali. In smo bila proti komercializaciji, deloma je pa tudi od Sage niso bili navdušeni, ker nimamo, ker ne premalo prodamo. In to je z vsemi našimi revijami, da premalo prodamo. Ni zdaj samo izmenjava, to imamo vsi, ampak prodamo pa premalo. Tako da smo takrat se je Gregor sam odločil, da bo on kar sam postal in da bodo istočasno zastojni izhajali. No in je bil to kot, bom rekel, nek notranji upor tem velikim Francis Taylor in pa Willy. To govorim spet za našo revijo, ko v angleščini izhaja, da ne bi zdaj. In so nas vsi te, ko so nas kontaktirali, to je tudi eno delo glavnega urednika, da se s temi stvarmi odgovarja na pisma in se srečuje. So pa šli v Ljubljano, tako da, tukaj moraš se kar malo, mislim, da je neka bodočnost v sočasnem izhajanju člankov na spletni strani. Koliko se pa prodaja, se to na prodaji, kaj poznala ali ne? Prodaja je bila nekoliko zelo močna, zato ker smo društvena revija, tako kot vsi so nekaj. Vsi so na istem. In je... Razen vidno, vaše se prodaja, po mojem. Kako gleda, eni so razprodane. Tako da je težko, s tem, mislim, tudi se vidi, recimo, ko imaš pri tujih revijah za članek 120 €, recimo, da ga downloadaš, če bi dohodil, in potem jasno iščeš na druge načine, da ga dobiš, da tega ne plačaš. Mi tega način imamo in mi dajemo zastojnim članom društva, antropologov, ki so izredno pasivni, moram reči. In izmenjujemo pač tisto pošiljamo, ampak očitno je pa revija bila zelo pomembna za zunanje, za, bom rekel, tuje avtorje, mlajše, za Indice, za, ne vem, Latvice, za Nemce, za Avstrijce, za te, ki nimajo tudi svojih toliko, pa so lahko v eni zunanji reviji objavili, ki je indeksirana. Oni pa drugačne vodijo. Pa dobivam pismo od tujcev, ko so evalvacija njihovih profesorjev. Kakšna je naša revija, da oni je pri nas objavil, zdaj bi pa oni radi vedel, kako ta revija kotira v Sloveniji.
zato ker je dal evaluacijo, še pred je bil v teh social science še. Tako da si kar nekaj prepleten v eno drugo širšo. Je pa res, mislim, da je tukaj tudi zaenkrat mi nismo odvisni, naše izdaje še od prodaje. Če bi bile pač izdajanje revije odvisno od prodaje revije, pa mislim, da bi se drugače pogovarjali, ne, kar se tega tiče. Vem, zdaj pač, kadar je revija taka, da mora preživeti s tem, kar proda, se pač verjetno mora tudi zelo podarjati s trgom. Zdaj, A imate pri vas, jaz ne vem, kako imate pa pri vaše revije naročnino? Mislim, a je veliko naročnikov, ki plačujejo naročnino za revijo ali? Pri nas imamo, vse sem prej, člani dobijo vsi. No, vemo pa naročnina. Naročnike imamo pa tudi. Naročniki so nekatere knjižnice, nekatere ustanove, pa enih par imamo pa posameznikov, ki niso člani, na revijo so pa naročeni. No, ker tudi to je zaslužek, recimo, od tega revija, v bistvu, tu je revija pa živite od tega, da imajo naročnike. Rečeno gledanje. Lahko vprašam, s tem, kar vi govorite, katero sem jaz. Ta koncept odprtega dostopa je v akademskem svetu, da ni taka neka novost. To zdaj že 15 let najmanj, že šel v službo fundacije, da Budimpešte je to, mislim, da kar razvijala kot nek sistem, oziroma kot nek, bi rekla, alternativen pristop, da v javnosti so besedila dostopna. Ne? In za mene zanima, imate vi v bistvu, a je to zdaj zelo spontano, uredništvo do uredništva, imate vi kakšno politiko v zvezi s tem, zanimajo me tudi kakšne licence, pod kakšnimi licencami objavljajo avtorji prvi vas, kako zaščitite to, ker recimo, če niti denar, če niti prodaja, niti vse zadeve, nisem, bi rekla, plačane, ne vidim sploh nobenega razloga, zakaj ne bi to bilo takoj že odprto dostopno, ker bi s tem pridobivali in bralce in cirkulacijo teh besedil in dejansko, ne, recimo, če bi to bilo nekako usmerjeno in vodeno in ne tako spontano. Recimo, takoj, ko gre prolog za celotnim arhivom gor, je to narodno blago, ne. Mislim, to enostavno, mogoče ne za tekoče številke, ampak ta razpolovna doba teh arhivov, mislim, to enostavno naraste. Ne. V tem smislu jaz vidim, da bi tle v slovenskem prostoru to pogrešal, kakšen inštitut se sam to lot. Alenka, naprimer, jaz ne vem, kako je z vami, ne. Če KZM ima vso svojo 40-letno produkcijo na delibu že ne vem koliko let, skratka, zdaj pa zadnje čase pa jasno tudi na svojem page vse dostopno. Ja, mi imamo zelo hiter. Mogoče mesec dni, no, po izidu revije damo na splet. Tako da je to odprto. Pri nas je dinamika taka, ko naslednja številka izide, gre prejšnja na splet, ampak je pa to, ja, to se v vsaki uredništvu oziroma pravzaprav mislim, da v tem primeru celo izdajatelj pri nas, potem to društvo, ne, odloča o tem. Nekaj naročnikov je vseeno, ampak tole smo pa rekli, mislim, predolgo pa ne, ker je dejansko je interes, kadar imaš tako visoko sofinancirano revijo, kot je pri nas, da je čim prej med bralci in da je čim širšemu krogu ljudi dostopno. No, jaz bi tudi rekel, da če poloček izide dostopno, že 10 let je na spletni strani, prvo na spletni strani, pa kot tiskana izdaja. Kar se tiče pa licenc ali pa zaščite, pri nas imamo tako, da so avtorje copyright svojega članka in si ne bi si želel, tisti, ki ste pisali za Taylor and Francis ali pa Willy, jaz sem podpisal vsaj 5 različnih pristankov, pogodb s zelo dolgimi teksti, ki oni zahtevajo od tebe, preden jo objavljajo. In je šlo že v ene nenormalne vode. In zdaj, ko sem se vpisal, nekdo mi je rekel, moj kolega Šprajc, se pa poznati Ivana Šprajca, je rekel za Akademija EDU, jaz prej nisem povedal. No, in sem ignoriral vse te licence
In pač dajmo članke gor, downloadam in ga dam gor. Tu je, ne? S tistimi, ki sem podpisal, da ne bom, mislim, širil. In to je problem, in jaz se zato, ker se strinjam z vami. Najprej bilo dostopno čim širšemu, ne? Ker kdo bo pa plačal 120 evrov za en članek, ne? Se to ni normalno za nas. Ne, pa tudi mislim, da nima smisla, da je, ne vem, znanost dostopna tistemu krogu ljudi, ki lahko plačajo za to, da preberejo, kaj je bilo narejeno. Sam je pa tem treba pohvaliti, no, moram reči, jaz sem tukaj spet se rekel, da je pri nas je Gregor Stac naredil to spletno stran, to je treba narediti, ne? To je treba da se kar se zazrebavati, ne? Tako da s tem se je to treba, pač ne moš nekoga, ki to z veseljem, res veseljem dela, ne? In to velja za vsako revijo, da nekdo z veseljem nekaj dela, ne? To se mi zdi pomembno. Jaz se bi rada prav na vašo antropologično zvuk navezala. In sicer pred parimi leti je bilo posvečeno plesu revija, ne? In kakšna je bila moja izkušnja s tem, namreč jaz sem kot, ker se ukvarjam z ljudskim plesom, sem v ICTM-ovi skupini za etnokoreology in ker je tam eno izmed naših članic imelo objavo v slovenski reviji in spletni strani, je takoj, ko je bila objava vsem 120 članom poslala link in vsi imamo tiste članke takoj tam, ne? In to pripomore k temu, da se razširja, ne? In to je tisto. Ja. Tako da, naprimer, sem za slovensko izdajo zvedla preko Velike Britanije, naprimer, po teh stvarih, ne? Za to tematsko številko. Se ni slovenski izdaje, ne? Vem, mislim, za slovensko revijo. Za slovensko, izdajo slovensko. Ja, vem, da je odlično. No, ampak tudi obratno in to mogoče, vse prav mislim, vsak uredništvo ima svoje, ne? Jaz mislim, da je ravno to in tudi neka vrsta internacionalizacija, da se objavljajo te članke drugih, ne? In vsi vemo, da je blazen problem. Prevajalci veliko več služijo, kot to mi avtori recenzij, vsaj, če jaz naredim recenzijo, upam, da bom, ko bom jaz poslal, da bom jaz tudi dobil tako dobro. Nazaj, da se bo odblazno. To je to. Ampak to je ta mednarodnost. Ne, se vi imate, jaz vem, da imate pri naši etnologiji, antropologiji, se bilo vedno, da so tudi tuji iz drugih prispevali. In tako se jasno razširi, ne. Meni manjka argumentativnih, ne, takih revij, ne, da bi bila, bom rekel, bolj, zato ker obstajajo revije, tudi v novi reviji, ne, so argumentativni članki, argumentirani, kako se reče. Ampak, da bi imela antropološko tako revijo, ki bi bila, recimo, ki bi spodbujala k temu, da bi bili teoretično uspešni. Ker mislim, da pri nas tega manjka. In to, ker enkrat potreba je malo stran od pretiranega poudarka k deskripciji in bo treba se vključiti v nekaj bolj argumentiran diskurs, ki obstaja, bom rekel, v filozofiji že tako ali tako, ne, in so deloma v sociologiji. Medtem, ko na etnologiji pa to ni bila navadna. To se mi zdi, da bi tako revija skupaj. Še kakšen predlog za revijo? Srkamo. Ne, res morate imeti izdelan koncept in to tudi tako za več let, mislim, da vidite, da revijo izdajate še čez 10 let. No. Vsaj to je minimum. Mislim, da smo prejeli kar nekaj dobrih nasvetov, bliže spoznali vaše delo. Najlepše bi se vam zahvalila, da ste se odzvali našemu povabilu. Hvala za povabilo. Pa berte, ne?